Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. V tokratnem videočasopisu, ki ga pripravlja Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, bomo predstavili slovenski znakovni jezik in težave, povezane z njegovo standardizacijo in razvojem. Ta je namreč bolj ali manj prepuščen delu nevladnega sektorja, Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik. Gluhi znakovni jezik je eno in isto. Znakovni jezik gluhim je ne samo jezik sporazumevanja z okolico, ampak oni v znakovnem jeziku tudi razmišljajo, dojemajo ta svet. Sprejet zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika gluhim omogoča, da uporabljajo svoj jezik pred vsemi javnimi inštitucijami. V šolstvu, zdravstvu, sodstvu, policiji, kjerkoli že je, s komerkoli se gluha oseba pogovarja, ima pravico, da se uporabi znakovni jezik. Če oseba ne zna znakovnega jezika, potem je vmesnik tolmač. In ta zakon je naredil en velik korak na tem področju. Še vedno pa zakon pravzaprav natančno ne ureja financiranje razvoja slovenskega znakovnega jezika. Torej, če imajo gluhi svoj jezik, pravzaprav bi ga država morala tudi financirati. Zveza gluhih tule že kar vrsto let, to luknjo pokriva, tako da razvija znakovni jezik, tako da standardizira nove in nove kretnje. Prvič se je kretnja videla v javnosti ravno v oddaji Prisluhnimo tišini. Takrat je bilo to pravzaprav veliko presenečenje, tako za slišečo javnost, stroko. Gluhi so bili pa izjemno srečni in zadovoljni. Iz te želje, potrebe, ki so jo izražali, smo se na zvezi odločili in začeli organizirati dvakrat letno 5-dnevne seminarje gestikulacije, kjer je bila rdeča nit učenje znakovnega jezika. V tem znakovnem jeziku sta bile prve učiteljice Mary Moderndorfer in Ljubica Podboršek. Slovenski znakovni jezik je jezik, ki je enakovreden vsem govornim jezikom. Res je, da se slovenski znakovni jezik razlikuje od slovenskega jezika po slovnici in drugih značilnostih, ampak to ni nič posebnega. To se tudi drugi govorni jeziki med seboj razlikujejo. In sporočilna vrednost znakovnega jezika je čisto enakovredna sporočilni vrednosti govornega jezika. Da smo izdali ta slovar, Govorica rok 1, je pravzaprav bila ena taka nuja, ker do takrat nismo imeli prav nobene, da rečem, ne knjige, literature ali materijala z tega področja. In takrat smo tudi začeli pravzaprav razvijati ta znakovni jezik, ker je pač gluha skupnost to potrebovala. Skupina je sestavljena iz Hrvatske Slovenije,
Tako ne mislim, da bomo ta način odkrili tudi nerešavljivši, ampak to se je pokazalo, da ne res nerešavljivši, se je zelo samo za svoj. Da se v svoje vlade kretajo na način, da svoje prostoru pa drugoj način. Tako da, prvo je bilo meje, traja, ali se to ne malo, ali se kretni. Tako, najrečna, Perinska, Štajerska, Primorska, ne obstajajo. Kritika ne more biti. Kreten narod potom kritika, kaj je to kritika? Stalo je komplicirano, bilo je kot normalka, tako da so komplicirane. V zadnjem času srečali z nekimi novimi pojmi, ki smo jih mi nekako poimenovali kot politični žargon. Zdaj, če poslušamo te vsebine, recimo se pojavljajo pojmi, kot so, ne vem, konsolidacija javnih financ, potem fiskalna politika, potem
različni pojmi, ki so vezani predvsem na to politično dogajanje in na to politično področje. Slovenski znakovni jezik seveda teh kretenj ne vsebuje. Zato smo prostovoljno pristopili k izdelavi terminološkega slovarja, ki smo ga poimenovali politični žargon. Ta politični žargon vsebuje 270 pojmov. To so predvsem tisti pojmi, ki se v večini primerov pojavljajo tako pri televizijskem dnevniku, kakor tudi pri novinarski konferenci. Zelo veseli smo dobrega sodelovanja vseh pomembnih partnerjev na tem področju. Zveza gluhih kot nosilec pravzaprav z gluho skupnostjo, skupino gluhih, pravzaprav besede standardizira in unificira. Ta slovar je v veliko pomoč tudi tolmačem. Tako da Združenje tolmačev, zavod in vsi mi nekako skupaj delujemo na tem področju, vsekakor pa seveda zveza tukaj ima neko krovno vlogo. Zelo veseli pa smo tudi, da se znakovni jezik širi tudi na univerze. Tako na Pedagoški fakulteti v Ljubljani kot v Kopru je to že predmet znakovni jezik. Veseli pa smo dobrega sodelovanja z Filozofsko fakulteto, z oddelkom za prevajanje, kjer pa so začeli z projektom, večletnim projektom korpusa. Torej, ta korpus pravzaprav bo znanstveno in strokovno utemeljeval to potrebo po slovarju, bo nadgradil ta slovar in bo to tudi znanstveni prispevek k razvoju znakovnega jezika in upam dodaten argument za financiranje države razvoja slovenskega znakovnega jezika. Prišli smo do neke točke cirka 7000 kretenj, ki pravzaprav so uvrščene v slovar, ki je objavljen na spletni strani Zveze gluhih in je dostopen 24 ur na dan vsem, ki se želijo tega jezika naučiti. Malce kdo bi rekel, kaj pomeni teh 7000 kretenj. Nekateri pravijo, da osnovnošolc v 4. 5. razredu osnovne šole obvlada korpus cirka 7000 besed. Torej, ta številka kaže na to, da imajo gluhi izredno omejen dostop kretenj pri razumevanju tega sveta. Zato tudi ni presenetljivo, da so gluhi relativno slabše izobraženi in se slabše vključujejo, težje vključujejo v družbo. Pri pripravi zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika je bilo predvideno, da se zagotovijo tudi sredstva za razvoj slovenskega znakovnega jezika. Vendar v zadnjih korakih sprejemanja tega zakona v Državnem zboru je bilo to pooblastilo, financiranje črtano iz zakona. Žal, še do danes tega popravka ni, zato pravzaprav smo nekako primorani še naprej razvijati znakovni jezik brez finančnega suporta države, kajti seveda, tako kot se govorjena beseda jezik razvija, se tudi znakovni jezik razvija in mi želimo naše gluhe čim bolj opismeniti, čim večjim besedam dati neko kretnjo. Ministrstvo za kulturo, bom rekel, samo delno participira tako, da objavlja neke razpise, na katere se mi prijavljamo. Torej, ne bomo rekli, da nič ne dela država ali nič ne financira. Vendar to so projekti, ki so, bom rekel, nekaj tisoč evrov vredni
in, bom rekel, kapljica v morje napram stroškom, ki jih ima zveza, da lahko preko fundacije FIHO ta razvoj znakovnega jezika tudi financira. Tako da razvoj znakovnega jezika obsega izdelava slovarjev, zgodovine razvoja znakovnega jezika in kreten, ki so se razvijale, izdaja učbenikov za poučevanje znakovnega jezika, izdaja pravljic, knjigic, učnih primerov v znakovnem jeziku, tako da vse to obsega. Mi smo že pristopili ministrstvu, ki ima urad za slovenski jezik, da bi znotraj tega urada bil tudi urad za slovenski znakovni jezik. Namreč tudi zakon o tem ga podpira. Pa vendarle ministrstvo nekako še ni pristopilo k temu. Najprej bi rekla to, da slovenski znakovni jezik sicer je del na nek način slovenskega jezika, po drugi strani pa je to čisto samostojni jezik, ki ima pomembno kulturno-identifikacijsko vlogo za svoje govorce, primerljivo slovenščini za slišeče govorce. Kar se tiče statusa, seveda je to manjšinski jezik, ranljive skupine, tako da bi na tem področju treba še veliko narediti. Ne moramo govoriti, da sta ta dva jezika izenačena, seveda ne. Jaz mislim, da kar se tiče pravno-formalnega statusa, da je dovolj zaščiten, realizacija je pa seveda druga stvar in povezana s sredstvi. Nažalost smo v takem obdobju, da se sredstva krčijo na vseh področjih, bi pa morali za ranljive skupine te in druge poskrbeti, da bi to čim manj občutile. Standardizacija mora potekati ves čas, ker se tudi jezik spreminja, širijo se področja rabe tega jezika, zlasti po temle zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika in ko so pridobili pravico do tolmača. To pomeni, da se je sporazumevanje začelo tudi na drugih domenah družbenega življenja in na ta način se tudi besedišče širi, zato je treba posebno pozornost posvečati stalnemu spremljanju rabe in opisu norme. Če je vaše vprašanje, da se ni dovolj dogajalo na tem področju, bi jaz tako odgovorila, da to mogoče ni posledica tega, da slovenski znakovni jezik ne bi bil primerno obravnavan v prejšnji resoluciji, pač pa posledica nezadostnega financiranja. Vsako leto izvedemo javni razpis za promocijo slovenščine, torej širši javni razpis, kjer se lahko prijavljajo tudi organizacije z tega področja. Zdaj lahko tudi navedem nekaj projektov, ki smo jih podprli. Leta 2007 zgodovina gluhih DVD publikacija, 2008 je ministrstvo podprlo ekspertizo stanja slovenskega znakovnega jezika, 2010 dva projekta, in sicer priročnik za poučevanje slovenskega znakovnega jezika 1 in 2 in multimedijski didaktični pripomoček za učenje in poučevanje slovenskega znakovnega jezika. Vsekakor si bomo pa prizadevali tudi vnaprej, bodisi preko tega javnega razpisa, bodisi javnih naročil, razvijati slovenski znakovni jezik, tako kot smo do zdaj, v okviru zelo skromnih možnosti, namreč finančnih možnosti.
Do sedaj so bili ti slovarji v knjižni obliki, na VHS kaseti ali pa na CD-ju. Zelo veseli smo, da je sedaj ta slovar dostopen vsem 24 ur na dan na spletni strani Zveze gluhih. Στην προσωπική ολοκλήρωση των πολιτών, καθώς και στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή των κοινωνιών. In Ministrstvo za šolstvo je za ta slovar leta 2009, bom rekel, podelilo jezikovno priznanje. Kar pa nas je še bolj veselilo, je pa dejstvo, da je Slovenija od leta 2002 do 2012 izbrala en projekt, ki bi bil morda malce bolj prepoznaven na področju jezika, in smo tekmovali na evropski ravni. In naš projekt je bil najboljši iz Slovenije in je tekmoval na ravni Evrope in smo prejeli posebno evropsko priznanje za multimedijski slovar učenja in poučevanja slovenskega znakovnega jezika in pa tudi mednarodne kretnje. In jaz upam, da ta dodatni argument bo prepričal uradnike v državi k financiranju tega razvoja. Evropsko jezikovno priznanje je pobuda Evropske komisije, ki spodbuja učenje in poučevanje jezikov v Evropi. Evropa je večjezična, saj govorimo več jezikov, kot je narodov. Pred 10 leti je v Barceloni zasedal Evropski svet, kjer so se dogovorili, da bi Evropejci morali govoriti svoj materni jezik in še 2 tuja jezika. Slovenija. For learning and teaching Slovenian sign language and international gestures. Establishment for learners especially. I call Matthias, Johan and Frida Krennic. Slovenijo na mednarodni konferenci Večjezičnost v Evropi zastopa Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije s projektom Multimedijski didaktični pripomoček za učenje in povečevanje slovenskega znakovnega jezika in mednarodne kretnje. Projekt je bil izbran zaradi svoje posebnosti, saj gre za učenje jezika manjšine, za učenje mladega jezika, saj ga je država priznala šele leta 2002. Go upstairs to get the bags. Kohezuje. Približno leta do 1440, mislim, tudi vlada, pa smo zapomnili, ne bomo pa se ne zdaj, ne pojene meruje, paraduje, mislim, bomo srednje da sve dopolnjevali, prevali, prisajno da je nove.
Non è parola che quasi siamo perché sei per mano che mi ero ragionato giustamente io torno l'anno Seveda, ti slovarji uporabljajo pač vse oblike besede, od glagola, samostalnika, pridevnika, prislova in tako naprej. In če bi šli mi tukaj v tej raziskovalni skupini tudi v tako širino, potem bi bilo sigurno že preko 30.000 besed, oziroma kreten, zato ker pač vsaka kretna, ki nekaj pomeni, je lahko tudi v teh oblikah. Gluhim je pisana beseda tuja beseda. In zato, bom rekel, prepoznavajo samo posamezne besede. Z, bom rekel, večjim korpusom znanja znakovnega jezika in prepoznavanja besed bi bila seveda razgledanost gluhih veliko boljša. Če vemo, da v slovenski slovar slovenskega knjižnega jezika obsega nekaj 100.000 besed, smo še daleč do želenega cilja. Razvoj in promocija slovenskega znakovnega jezika ostajata med temeljnimi nalogami Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije tudi v prihodnje. Hvala za pozornost v videočasopisu in nasvidenje na spletni televiziji gluhi.si, kjer je objavljen tudi slovar slovenskega znakovnega jezika.